Dobro jutro, pozdravljeni. Če bi bil svet tak, kot je bil še mesec in pol nazaj, bi verjetno večina bila zdaj ta trenutek nekje v Istri, nekje v hribih. Skratka, bili bi nekje, kjer bi bilo vse drugače, ampak če že mora biti svet tak, kot je zdaj, mi je v veliko veselje, da bomo kavo spili s Ksenijo Špiler Božič, žensko, ki ima marsikakšne misli, ki nas lahko presenetijo, predvsem pa nas popeljejo v drugačen razpoloženje, pogled. Tako da, Ksenija, dobro jutro. Zanima me, kje bi bila ti, če bi bil svet takšen, kot je bil? Dobro jutro. Zelo verjetno bi bila na Krku in bi zdaj nekje ob obali pila kavo, se sprehajala z Andrejem in najino kužico, ja, uživala v nekem miru, brala knjige na terasi, ja, tako zelo tipično, bom rekla, za Slovence. Pa je možno uživati v nekem drugem miru tudi zdaj v tem času, ko se je svet ne pospešuje, ampak se pravzaprav upočasnjuje, v času, ko imamo več trenutkov za razmislek, ker nas vse, kar je okoli nas, pravzaprav sili k temu. Ja, saj v bistvu velikokrat o tem razmišljam zdaj, sploh zadnje tedne, da se zame res ni tako veliko spremenilo, razen da ne hodim na teren k svojim naročnikom, ampak ta mir sem že prej rabila in sem si ga tudi vzela, ta neki odmik vsake toliko časa, tudi najini dopusti so ponavadi res taki odmiki, ne preživljava jih v neki družbi, ne hodiva, ne vem, čez vikende na piknike, ampak so to odmiki, ko greš vase, razmisliš stvari, prebiraš tisto, kar želiš prebirati, se pogovarjaš s partnerjem, z otroci. Ja, tako da ni toliko drugače. Bolj je ta občutek, o tem pa res zadnjih 14 dni veliko razmišljam, da mi je kratena svoboda, ta občutek, da mi je nekdo vzel svobodo, čeprav saj lahko počnem veliko stvari in ja, lahko se gibam, ampak ne sem do mej svoje občine. In to me pa začenja ful frustrirati in najedati, ker se sprašujem, ja, a je to res potrebno, tako kot si, oziroma bi lahko to drugače naredili. Ta občutek svobode, ki je za nas v zahodnem svetu izjemnega pomena, brez katerega si pravzaprav ne znamo verjetno zamišljati življenja, se postavlja zdaj na neki način na kocko. Koliko smo pripravljeni dati za to, da se počutimo bolj varni? Ali se bomo vsi čipirali za to, da bojo lahko sledili po eni strani virusu, ampak seveda odpira tudi številne vprašanja tudi za nas. Te svet jutri ali svet, kamor gremo, straši? Ali si znaš tudi v okviru tega najti svoj mir? V bistvu, če sem čisto iskrena in v tej družbi si upam biti iskrena, me veliko bolj straši in plaši, kot pa, da bi, ne vem, zelo tako, čakala, kaj se bo zgodilo. Sploh, ker pač ko gledam, kaj se tudi širše v svetu dogaja, gre bolj v to smer, kot si rekla, čipiranja in kontrole, vsaj jaz tako vidim. In to me plaši. Jaz v bistvu pač to res doživljam kot neko kratenje svobode, ker pač preprosto nekdo ves čas, tudi če ne počneš nič takega in se ne družiš ne vem s kom, že ta občutek res, da nekdo ima nadzor nad tabo, je meni pač res nekaj groznega. Danes bo najina tema, Ksenija, voditeljstvo današnjega trenutka in seveda na kakšen način se morajo tudi voditelji odzivati, ampak morda za začetek to, ali je v nekem trenutku vsak od nas pravzaprav vodja. Kajti gledati samo, kdo bo tisti, ki bo prevzel odgovornost, je lahko pogosto zelo lahko. Postaviti se v vlogo tistega, ki bo aktiven, pa verjetno toliko težje. Je po tvojem mnenju lahko vsak od nas, sploh v teh časih, ki so drugačni,
tudi vodja oziroma tisti, ki bo prvi se postavil ali za neko iniciativo, idejo, zgodbo. Je to možno? Mislim, ja, seveda, saj na konec koncev vsak od nas vodi že, včasih smo rekli, enega svojih najbolj pomembnih projektov, to je projekt svoje življenje, ne, in v tem smislu je vsak vodja. In vsak dan in vsako uro, vsak dan sproti se odločaš kot oseba, kot človek in nekdo ti prinaša odločitve in vemo, da danes v tem svetu več ni dvoma, ne, da smo vse povezani in so odvisni. Te odločitve ne vplivajo samo na mene, ampak vplivajo tudi na ljudi okoli mene, ne. Ne vem, ja, ko greš v trgovino, a ne, se odločaš, kako se boš zdaj tudi obnašal, a ne. A boš, ne vem, siten ali boš poskušal biti čim bolj, kako bi rekla, kooperativen v smislu, da ja, ne boš koga ogrožal. In ja, vsak je vodja, definitivno. Jaz v to sploh ne dvomim. Mislim, sam ne obnaša se vsak kot vodja. Rekli si, da nam je vsem jasna ta soodvisnost, da razumemo, da je svet prepleten, soodvisen, zdaj smo se nekako vsi znašli v isti situaciji in pravijo, če ne drugače, je to zdaj tista unikatnost trenutka, da vsi naenkrat na podoben način dojemamo stvari, pa vendarle pogosto v zadnjem času poslušamo Slovenijo o pomenu samozadostnosti, o tem, kako bi mogli tesno zapreti meje in živeti kot na nekem otočku. Je to možno, na kakšen način je možno in ali nas ne bi spet začelo morda dušiti, če nam kdo tesno zapre meje? Ne, jaz mislim, da to pač seveda je možno. Danes vidimo, da je marsikaj možno, kar mogoče tudi še 2-3 mesece nazaj nismo verjeli, da je možno, a ne, da se ne bom smela, ne vem, srečati z očetom, ki je praznoval 80 let in živi v drugi občini. Tega res, če bi mi kdo na začetku leta rekel, bi rekla, mislim, kaj je s tabo narobe, a ne. Danes vidimo, da je to možno, tako da ja, seveda je možno, da marsikdo razmišlja tudi v to smer, ampak jaz upam, no, da vseeno nismo, da nas ni toliko, ki bi kar gledali, kaj se dogaja, ampak da vseeno, ne vem, začnemo soustvarjati, sokreirati to realnost, v kateri pač smo, ne pa samo nemo čakati. In to je tudi nekaj, kar me v tem trenutku mene najbolj moti, ker se mi zdi, da sem še vedno zelo nema opazovalka vsega, kar se dogaja in samo pač, ne vem, poslušam, kaj smem, kaj ne smem, kdaj ne smem. In to je tisto, kar me nekako nažira, a ne, noter in grize. In ja, ne, mislim, ne moramo se zapreti za meje. Se nikoli ljudje niso bili zaprti, oziroma če so bili zaprti za meje, se vemo, kam to vodi. Mislim, to ni okej. In tukaj ta iskra, ki jo čutimo v sebi, nas dejansko lahko začne nažirati in razžirati, če imaš občutek, da si se prepustil toku dogajanja. Zato morda, če preneseva nekoliko, Ksenija, na tebi znane situacije, pogosto na manjše zgodbe in rečeva, ko ste prišli v podjetje, ki je bilo v krizi in ste prevzeli krizni menedžment. Ali lahko to kakorkoli primerja situacijo, ki se dogaja recimo danes v državi, kakšni so bili koraki in kako jih lahko preslikaš na ta dani trenutek? Ja, v bistvu je kar veliko vzporednic. Dobro, razsežnosti niso primerljive, pa posledice, ampak definitivno pa ja, ne. Če je tudi šlo za večje podjetje, je bilo veliko ljudi in družin vpletenih in okolje in vse skupaj, tako da tudi to ni bilo zanemarljivo. Mislim, prva stvar, vedno, kadar sva z Andrejem prišla na projekt ali pa z ekipo, je ta transparentnost in komunikacija. Mislim, ta streznitev, tudi ljudje morajo imeti vse informacije in podatke in res čim bolj kompletno in celovito sliko o tem, kaj zares je oziroma kaj se dogaja, kaj bo potrebno narediti, kakšne bojo neke žrtve vsakega posameznika, a ne, čemu bo mogel. Ampak pomembno je tudi dati neko perspektivo, se pravi nek čas, ne vem, čez 3 mesece, okej, se bomo usedali, bomo pogledali spet in spet, ne, naslednje, ne vem, mesec, 2,
ker ljudje rabimo neko točko referenčno, ne, če ne se nam začne rolati lahko. Tako da ja, ta transparentnost in komunikacija ves čas, nič ne sme ostati skrito. Ni nekih skrivnosti takrat. In tukaj verjetno je treba priznati, da se recimo, če govorimo o vodstvu naše države, o leadershipu države, o vladi, je morda nekoliko težje, mislim zagotovo, v smislu tega, da se kaj takega še ni zgodilo. In verjetno je težko dati tisto točko, severnico, kam gremo, ker noben verjetno ne ve. Kako se odzvati v takih trenutkih, ko niso jasne slike, ko težko prevzameš tudi to odgovornost, da ne poveš v roku toliko in toliko časa se bo predvidoma zgodilo to, kako se takrat odzvati kot vodja? Mislim, če nič drugega imaš neko sliko, da boš, ali pa daš ljudem sliko, da se boš, ne vem, čez en teden spet pojavil pred njimi in jim boš povedal, kaj je v tem tednu se res zgodilo, ne. In ne selektivno, ampak vse tisto, kar je dobro in vse tisto, kar je tudi slabo se zgodilo, ne. Se pravi, že to, da prideš in jasno poveš in poveš spet, kdaj boš imel nove informacije, kdaj in kaj je potrebno narediti, ker zdaj se mi zdi, da dobivamo res samo te informacije, kaj naj bi mi naredili, a ne, da bi bilo drugače. Na nek način pogrešam res tudi najvišje vodstvo te države, ki, ne vem, ni prisotno in so neki, jaz rečem, poštarji, a ne, ki komunicirajo, in to meni ne daje dobrega občutka. Jaz bi želela videti pač človeka, a ne tam, ki res vleče te poteze, ne nekoga, ki pač govori v njegovem imenu. Tukaj imamo že prvo vprašanje, zastavljena Maganena, in sicer pravi, govoriš o kratenju svobode, Ksenija, ali ne gre za zaščito vseh nas, si upaš sprejeti odločitev o odprtju vseh dejavnosti in s tem ogrožati življenja sodržavljanov. Tako da vprašanje, ki verjetno si ga vsi kar naprej zastavljajo, pa vendar prevzemanje odgovornosti. Kako je s tem, Ksenija? Ja, saj to, mislim, gre sta z roko v roki, ne, saj če človek razmišlja samo o svoji svobodi, potem seveda bo počel neumnosti, ki bojo vplivale na druge slabo. Ampak jaz računam na to, da večina odraslih ljudi je vseeno tudi odgovornih, in če nam nekdo da informacijo, kaj je pomembno, zakaj je pomembno poskrbeti, se pravi bolj, da nagovarjajo to, da sem jaz odgovorna oseba in če imam vse informacije in podatke, da sem znala v skladu s tem obnašati, a ne. Jaz bi tudi lahko našla način, da bi prišla na rojstni dan mojega očeta, a ne. Ampak sem se odgovorno obnašala, ker se mi zdi vseeno, a ne, da ne smem njiju dva ogrožati, ker sta ogrožena skupina, ogroža tudi sebe na koncev, a ne, ker ne vem, kam prihajam. Če se znam odgovorno obnašati, potem lahko tudi to zbalansiram, se pravi, nekako spravim v ravnovesje ta moj občutek svobode in odgovornosti, ne. Tako da mislim, da mene osebno, in vem pa, sicer, da niso vsi ljudje taki, a ne živim v tej iluziji, nekako pa računam, da velika večina je. In spet se v bistvu, a ne, stvari, tako kot, ne vem, smo v šoli bili navajeni, prideš na roditeljski sestanek in se ukvarjamo vsi z tistim enim, katerega staršev seveda ni na roditeljskem sestanku. Prav, da se prilagajajo sistemi neki manjšini, ki je takšna ali drugačna neodgovorna, vseh ostalih, ne vem, 80–90%, ki pa bi znali tudi odgovorno funkcionirati, če bi imeli vse informacije, pa pač ja, se verjetno tako kot jaz počutimo ogroženi. Tukaj gre tudi za vprašanje zaupanja, Ksenija. Če ti ne zaupajo, verjetno bolj greš v smer, da postaneš nezaupanja vreden, in kar morda mene pogosto zmoti v komunikaciji je, da nekdo poskuša govoriti, niste bili pridni, zato bo tako. Skratka, to nezaupanje je verjetno nekaj, kar v krizi je še najmanj dobro. Če spet potegnemo analogijo s podjetjem in kriznih situacijah, kako je zaupanjem takrat, ko prideš v neko podjetje, kjer
na robu propada, kar za tistega človeka, ki je tam zaposlen, lahko pomeni dejansko izgubo eksistence in more prvič zaupati on tebi, po drugi strani pa tudi ti njemu oziroma njej. Mislim, prvo kot prvo se ne smeš delati, da ti veš in poznaš vse odgovore, ker jih ne. Ko prideš ti v neko sredino, tam ljudje so že nekaj ustvarjali, so že nekaj pokazali in veliko tega vejo, spoštovati tisto, kar pač je tam že bilo narejenega. Dodati pa seveda svoj del in kamenček odgovornosti in tudi na koncu koncev neke strokovnosti, ko prideš. Ampak jasno povedati, da ne jaz ali pa midva, kadar sva prehajala, ne morava tega narediti, ampak da lahko samo skupaj, se pravi, da jih vabimo v to sodelovanje in tudi potem seveda prevzemanje odgovornosti vsak za svoj del tistega, kar pač je potrebno narediti. In če zaupaš, je to pač, mislim, tako, zaupanje velikokrat slišim, ja, jaz zaupam čez nekaj časa. Moj princip in prepričanje je drugačno. Jaz najprej zaupam in naredim vse, da v tem odnosu vzpostavim odnos zaupanja, potem pa seveda ja, se kakšen tudi kdaj pokaže, ki pa ni vreden tega zaupanja in se takrat s tistim ukvarjam. Ne pa, tako kot sem prej rekla, ne vem, 99% zraven še ne zaupam, ki so pa vredni zaupanja. In jaz res verjamem, da je veliko več takih. In tukaj je zdaj nekaj, kar smo zastavili kot izhodišče za najin pogovor, ali morajo voditelji, pa lepo si povedala, da pravzaprav vsak je voditelj, če ne drugega, svojega življenja, več premisliti ali več občutiti? Oziroma, kakšna je prava kombinacija tega, da nas ne zanese zgolj v neka čustvovanja ali pa zgolj v to, da preveč premišljujemo, poskušamo najti kontrolo v svetu, kot je danes, ali pa kot je pravzaprav že vsa ta zadnja leta, pa pravzaprav neke zelo trdne kontrole verjetno ni. Oboje je pomembno. Moja strategija, ne vem, jaz se celo življenje in moj življenjski projekt je, kako postati boljši človek. In moja strategija pri tem je, da me vodijo čustva, ampak to pomeni, da jaz v bistvu, in mislim, da je tudi tako velika večina ljudi, da zelo hitro lahko prepoznavamo, ne vem, ali smo jezni, ali smo veseli, ali smo, ne vem, nas frustrirani, ki bi se najraje, ne vem, skregali, stepali, kakorkoli. Se pravi, da nam čustva dajejo neke pomembne informacije in če jih znamo prepoznati, potem lahko naredim naslednji korak in rečem, okej, kaj se zdaj dogaja, o čem razmišljam, kaj je tukaj. Prav, da znam obvladovati in situacije in sebe, imamo pa neko iluzijo, da mi zelo dobro vemo, kaj mislimo. Figo, ne vemo, Mislim, zelo malo misli mi res registriramo, da bi jih lahko zanalizirali in pogledali. Prek čustev lahko pridemo do veliko več tega, kar se v naših glavah in v našem razmišljanju dogaja, in to mi daje možnost, da potem misli pa transformiram in da si rečem, zakaj sem zdaj tule nekaj sitna, A kaj mi ta človek naredil? V bistvu nič, mogoče ja, spomnil me je pa na nekoga, ampak to ni tista oseba, to je zdaj pač nekdo drug, zdaj skuliri se. Tako da meni je to zelo povezan sistem, jaz sem tudi učenka glasarja, ki verjame v to, da pač mi imamo direkten vpliv na to, kaj razmišljamo in kaj delamo, nimamo pa direktnega vpliva na čustva in na svoje pač telo, posredno prek razmišljanja pa lahko vplivamo tudi na čustva in na svojo fiziologijo. Kako ste si ti našla, Ksenija, načine, da si to potem znala, kajti ko nas preveč potegne v to, da smo samo še čustva, verjetno pogosto delamo tudi stvari, za katere bi potem, ko si vzamemo čas, zadihamo in premislimo, celo obžalovali. Na kakšen način si ti vzameš ta, ne vem, kako lahko temu rečeva, time out, trenutek ozaveščanja, zakaj tako občutiš? So to tehnike ali si se z leti naučila, kako to početi?
Pa je neki tehnik, ne? Na koncu koncev so nas že babice velikokrat učile, ne? Daj preštej do 10, vdihan globoko. To so pač take najbolj enostavne tehnike. Ampak tehnika, ki jo jaz uporabljam in ki je tudi moji osebnosti zelo blizu, so te odmiki, to, kar v bistvu doživljamo zdaj vsi skupaj, a ne. In zato je tudi priložnost, da razmislimo o stvareh, ker je ta odmik toliko dolgi in toliko intenziven, a ne, v vsem, kar se dogaja. Se pravi, ta neki odmik in da ga znamo narediti vsak dan ali pa vsaj enkrat na teden, da razmislimo o tem, kaj se nam je v situacijah, kaj se mi je v odnosih dogajalo in potem poskušam, ne vem, naslednji dan, naslednji teden stvari s svojim razmišljanjem in delovanjem spremeniti, ne vem, potem koga poklicati, se s kom dogovoriti za sestanek, kako drugače stvari izpeljati. In te dnevne refleksije, ne, tako kot, ne vem, si vsak dan tuširamo, zobe umivamo, bi bilo res nujno in meni, kadar to spustim, vidim, da ni okej, da vsak dan tudi glavo prečistimo, ali z meditacijo, ali s tekom. Vse so različne tehnike, ker smo različne osebnosti. Meni pač paše meditacija, nekdo gre, ne vem, na Rožnik, nekdo tretji teče, a ne, tako različno, ampak da si vzamemo čas za to in da naredimo to refleksijo, je zame čista higiena. Si kdaj pišeš dnevnik? Nekateri pravijo, da je treba stvari zapisati, zato da jih potem lahko tudi za nazaj pogledamo. Si vzameš ta luksuz časa, da tudi zadeve zapišeš? Ja, jaz ne bi rekla temu dnevnik, včasih so kakšne stvari, ki jih si narišem, pa kako misel zraven napišem, ampak neke sledi v mojem življenju ostajajo. Zdaj v tem času sem pa v eni skupini voditeljic samih žensk, koliko nas je, 6-7, ker smo pa prav tik pred tem hotele začeti na enem skupnem projektu delati. In potem nas je to ustavilo in se zdaj tedensko na 14 dni srečujemo online. In razmišljali smo, kaj lahko naredimo v tem času in smo se odločili, da pišemo tedenske refleksije in si jih podelimo. In to nastaja res eno tako bogate vsebine, res ful bogatijo. In smo tudi se prepustili, smo rekli, okej, to pišemo, ne vemo, kaj bo iz tega, ali bo to za nas, ali bo to kaj drugega, ampak pomaga, res zelo pomaga ena drugi, tudi pol, ko se pogovarjamo o tem, vidimo, okej, saj jaz imam tudi podobne stvari, kot ona, se ni z mano nič narobe, ne. Tako, dnevniki in potem ta naslednji korak, da si to pripravljen z nekom še podeliti, je pa še toliko večje bogastvo. Preden se bova posvetili tudi eni izjemnemu projektu, ki si ga podelila s Sonjo Klopčičevo, torej vodnik AIEU, bova še odgovorili na vprašanje, in sicer Jaka pravi, da nikomur ne paše kratenje svobode in da imamo v Sloveniji kar 212 občin, pri čemer je najmanjša občina, tega podatka res nisem tudi vedela, 36,2 kvadratna kilometra, si predstavljam, in 369 prebivalcev. Je zdaj trenutek, da si zamislimo, kako draga je takšna ureditev. Zdaj je res v bistvu tako zelo kruto se pokazalo. Mogoče nisem čist, ampak moj pogled lahko delim. Meni v bistvu te res občine, ta razdrobljenost ni pač nekaj, kar bi jaz verjela. Ker se mi zdi, da če se povezujemo in tudi v nekih, ne vem, regijah, če smo povezani, če imamo neke skupne zgodbe, interese, da smo veliko močnejši, pa ne v smislu tekmovanja, ampak da močnejši v smislu združenih resursov in potem res lahko nekaj naredimo. Kaj lahko naredi 380-90 prebivalcev? Mislim, vse imajo lahko čisto lepo življenje, ampak dajmo razmisliti, kaj bi bilo, če bi bili pa povezani v neko močnejšo skupnost, ne.
Tako da meni so regije dosti bližje to razmišljanje kot ta razdrobljenost. In gremo še na naslednje vprašanje, Ksenija, in sicer, kaj lahko vodje poleg transparentnosti, zaupanja in komunikacije še naredijo, da se vzpostavi ta občutek psihološke varnosti, za katerega vemo, da je izjemnega pomena, če lahko ljudje želijo karkoli početi, kako jih to lahko počutijo bolj opolnomočene, in da imajo občutek, da se lahko odločajo sami. Torej, katere so glavne komponente takšnega odnosa? Vključevanje nisem še omenila danes, se pravi, zdaj je idealen čas, ja, smo ločeni, vsak na svojem domu ali pa nekje bolj v manjših skupinah, da začnemo razmišljati, okej, kaj pa lahko, kaj je tisto, kar pa je potrebno spremeniti. In tule spet, združiti vse te resurse in vse posameznike povabiti, da prispevajo, da sodelujejo v tem, kakšno vizijo, kakšno Slovenijo hočemo, kakšen svet hočemo vnaprej. In tukaj vsakega, ko vprašaš, ima mnenje. In ni dobrih pa slabih mnenj in pogledov. Ampak če skupaj damo, vidimo vedno tudi že pri timskem delu, da se izgubi to avtorstvo, se pravi, da ko ti sestaviš ta mozaik, ne veš več, kdo je kateri kamenček dodal, ampak slika je fantastična na koncu. In to se mi zdi, da lahko ljudi tudi dvigne, jih pač usmeriš v prihodnost, v neko perspektivo jim daš in pa začnejo te svoje potenciale ven vleči in si lahko šokiran, kaj vse ljudje, ne vem, berejo, razmišljajo, počnejo in skupaj, mislim, saj tudi midva ne bi nikoli na projektih sama dva mogla in sva vedno mogla te potenciale ven zvleči in smo skupaj soustvarjali zgodbe. Kako pa, Ksenija, tukaj upoštevati komponento časa, kajti recimo sploh v kriznih trenutkih je zelo težko se ustaviti verjetno kot vodja, zato ker imaš samo eno vizijo, priti moramo na cilj in je verjetno to huda napaka, ker se ne utegneš ustaviti in tudi strateško pogledati oziroma na nek način dati to priložnost ljudem, ki so s tabo na ladji, da povedo, kam si želijo iti. Na kakšen način torej biti odločen, suveren in marsikdo nam zdaj daje pod vprašaj demokracijo, zato ker pravijo, da morda je pa kakšna druga oblika lažja obvladovati, ampak tukaj sva spet pri svobodi in pri tem, ali zaupamo ljudem ali ne. Kako torej v kriznih časih vključevati, da ne zamudiš trenutka, ko je recimo potrebno zapirati? Mislim, bližnjice so, tudi, ne vem, jaz, ko imam to res priložnost, da lahko v preteklosti in zdaj delam z Andrejem na projektih. Andrej je tak res blazen vizionar in on, že ko pride na projekt, njemu je vse jasno. In to ne bi rabil zares nikogar vprašati, zato ker vem, kaj se pol zgodi in vem, kaj je on razmišljal, ker si to podeliva. Ampak to je neka navidezna bližnjica, ker če bi on povedal, kaj bi bilo potrebno zdaj narediti, bi nek manjši procent ljudi, ki jih je mogoče malo strah ali pa ne vem, ne vejo, okej, pa se predajo, pa grejo za njim. In to na dolgi rok ne bi funkcioniralo. Če hočemo rezultate na dolgi rok, potem je potrebno ljudi vključiti, jih vprašati, seveda pa mora vsak voditelj pa vedeti, koliko ima časa, koliko v bistvu zdaj, ali imam jaz 2 meseca časa, da se pogovarjam z ljudmi, ali imam 2 tedna, ali imam mogoče samo 2 dneva, mogoče imam samo 2 ure, ampak na vsak način jih je treba vključiti in jim tudi dati to čustveno komponento. Nimamo zdaj čas pol leta se mi pogovarjati, kaj bomo naredili. In to je pa zdaj ta komponenta voditelja, ki se pa mora znati odločati. Tukaj, Ksenija, gre spet nekoliko nazaj k vprašanjem. Bogo se ti zahvaljuje za to, kako izjemno si znala povezati odnos in zaupanje. Te pa sprašuje, ali lahko podaš kakšno izkušnjo, glede na to, da si bila tudi sama pri ustvarjanju vizije Slovenije 2050, kaj je bilo tistega, kar verjetno je bilo tam pozitivnega in kar je potrebno
povleči naprej, kajti kar je verjetno vprašanje in problem pogosto v Sloveniji je to, da vsak piše svoje vizije in da nihče ne zna priznati, da je že kdo do zdaj ustvaril dobre rezultate. Ja, to je neka res taka, kako bi rekla, bolečina te vizije Slovenija 2050, ker se mi zdi, da je bil proces res fantastičen in tako zgleden, se pravi nadpolitičen in je šlo res za neki čist drugačen pristop, ki pa je tudi imel strašen pozitiven efekt, ne, ker dokument še danes, ki ga gledamo, je zelo vizionarski in govori o tem, kar se medve pogovarjava, zelo veliko teh elementov je noter. Prav bili smo res ljudje iz vseh vetrov, različnih starosti. Jaz praktično se mi zdi, da poznam veliko ljudi v Sloveniji, ampak jaz sem zelo redke poznala, razen res kakšnega posameznika, da sem vedela, okej, za tega sem že slišala. In vsi smo imeli prostor, da smo lahko se izrazili, da smo lahko povedali in bili so usposobljeni potem profesionalci, ki so znali to skupaj zložiti v zgodbo. In seveda, ja, tako kot pri vsaki stvari so se potem našli neki kritiki, ki vidijo tisto, kar ni ali pa kar želijo kritizirati. Zelo malo je bilo pa kadarkoli govora o tem, kaj je bilo tam dobrega. In tam je bilo res veliko dobrega, zelo veliko zgodovinskega spomina je bilo zajetega, res zelo različnih pogledov, pa na koncu res zelo močni skupni imenovalci. In mislim, da je bil res ta dialog, ta spoštljivost. Pa to ne pomeni, smo se tudi kregali, pa smo bili na različnih bregovih, ampak smo priznali tudi kdaj, okej, na to nisem pomislila, hvala, da si na to me spomnil, a ne. Tudi sama sem imela take dialoge zelo intenzivne v tem procesu z nekaterimi. In ta spoštljivost in dialog, to nam manjka. In verjetno je to nekaj, Ksenija, na kar bi bilo vredno opozoriti vedno znova, da pri nas se zelo težko pogovarjamo tisti, ki se ne strinjamo. Kultura dialoga je nekaj, na čemer je potrebno delati in jaz sem res vedno znova ponosna na tako, kako v okviru platforme Young poskušamo, tudi če se z nekom ne strinjamo, iskati skupne poti, skupne odgovore ali pa popolnoma različne na nekem področju, pa vendarle potem spet skupne na drugih. Tako da tukaj je moje veliko upanje in tudi optimizem. Zadnjič so me naučili, da moram govoriti zmerni optimizem, ampak jaz sem kar zelo optimistična za prihodnost tudi naše države, ki je izjemna. In morda tudi premalokrat poudarjamo, kaj vse izjemnega je v Sloveniji. Ksenija, veliko se ukvarjaš s talenti in dobra iztočnica Young platforma je tudi, ko govorimo o talentih. Vprašanje, ki smo ga dobili, je to, ali prepoznaš, kdo ima potencial, talent, takole na prvo žogo. In to še drugim ni razvidno. Pa velikokrat se mi je to zgodilo. Ne bom rekla, da je to zdaj neka 100% moja super moč. Tako dobim nek občutek, da tukaj pa bi znalo nekaj biti za tem. Velikokrat sem razmišljala, sploh kadar sem kadrovala in še danes na projektih pogledam, kaj je tisto, kar pa ne znam čisto prav definirati. Največkrat me pa neka drugačnost v bistvu pritegne, da začnem potem raziskovati. In to je naslednji korak, ki je zelo pomemben, da res raziskujemo. In z drugega zornega kota, če pogledamo, pravzaprav ima vsak od nas nek talent ali pa nek potencial. In samo vprašanje je, a je imel to priložnost, da je sam oziroma nekdo s pomočjo nekoga drugega res raziskal, kaj je tisto, kar nosi v sebi in je nekaj, kar bi ta svet potreboval oziroma znal ceniti. In to vidiš, to je zdaj spet tak čas, da pogledam na teh raznih družbenih omrežjih, ljudje zdaj raziskujejo, kaj radi počnejo. Prej pa smo vsi nekam hiteli in pa si kar bil, kakor v nekem flowu, sem to ni ti zdravi flow. Te kar reka nosila in si pač šel tam, ko so šli vsi.
Zdaj, ko smo se pa ustavili, ja, smo pa mogoče začeli razmišljati, kaj spet radi počnemo, ne. In ja, tako da tudi jaz lansko leto, ko sem se ustavila, pa sva prej omenila, jaz nisem vedela, da tako rada pišem. No, in ker govoriš o pisanju, izjemno sem vesela, da sta združili moči s Sonjo in tudi napisali vodnik za AIOU. Morda, če nam poveš nekoliko več o tem, predvsem pa o konceptu AIOU, kaj je tisto, kar prinaša in zakaj poleg globalne povezanosti je pomembno tudi, da se zavedamo moči in vrednot staroselcev, pa seveda tudi celin. To je samo tako lepa prispodoba in v bistvu zame že, ko je knjiga nastala, bila pač ja, saj to je v nas, a ne, saj to zdaj ni nekaj, kar, ne vem, na novo izumljamo. Na različnih kontinentih se zelo podobne stvari, stara ljudstva so se s podobnimi stvarmi ukvarjala in zakaj v bistvu izumljati toplo vodo, če pa so stvari že zelo jasne. In mislim, kar je Sonja in potem, kar sva skupaj nadgradile, je, da jih malo posodobiš za ta čas, a ne, da jih malo prilagodiš, kaj pa to pomeni zdaj v tem času, v tej naši realnosti. In vodnik je nekaj, kar pomaga razmišljati, kar te vodi, takšnega sva ga hoteli tudi ustvariti, da pač nisi sam, okej, kje pa naj zdaj začnem razmišljati. Lahko vzameš ta vodnik, lahko vzameš kaj drugega, ne vem, že knjigo, dobro, a ne, in razmišljaš ob tem. Tukaj je še veliko vprašanj, ki te pač malo bolj strukturirano vodijo v tem razmišljanju. Tako da se ne rabiš sam mučiti, a ne, in se nekdo ti pomaga, tako kot, ne vem, greš s prijateljico na kavo ali pa se dobiš s svojim coachom ali pa mentorjem in ti nekdo pomaga malo bolj strukturirano razmišljati. To je vloga vodnika. Ko govorimo o coachih, mentorjih in prej si govorila o talentih, morda to, da je Snežna Kepa, mi jim pravimo kar središče optimizma, definirala, kaj pomeni talent za gospodarstvo. In ravno to, kar si rekla, vsak ima potencial, potencial plus trdo delo je talent in super talenti pa so tisti prebojniki. In včasih nas je bilo kar strah na glas govoriti o super talentih. Čeprav vemo, da obstajajo, da prebojnik pač ni vsak, bo pa vsak s trdim delom seveda lahko izjemen talent. Zanima me, kakšno vlogo imajo mentorji, coachi, ljudje, ki so lahko tisti, ki te dvignejo v tvojem življenju, in seveda sem vedno vesela, ker vem, da tudi ti to počneš za ostale. Pa ravno to trdo delo, no, se mi zdi ta odgovornost, če še s tem povežem, ne, ta odgovornost tudi, če imaš neki talent, da potem si odgovoren, da ta talent res brusiš, a ne, tako kot en diamant. In ne vem, pred časom je bila glih knjiga Prebojniki, a ne, zelo popularna in tam noter opisanih res kar veliko zgodb, mene se vedno dotaknejo zgodba Beatlov, a ne, kaj vsi poznamo, teh 10.000 ur igranja po nekem spletu okoliščin, pač treba je neke stvari oddelati in talent ni dovolj, a ne. Ali pa ta potencial ni dovolj in če hočeš izbrusiti, pač je treba oddelati. In tukaj veliko potenciala ali pa pol tudi teh bodočih talentov v gospodarstvu izgubimo, kar jaz vidim v podjetjih, da jim ne damo priložnosti, da bi te svoje potenciale brusili. Ker on ne more brusiti svojega potenciala ali pa ona za neko pisalno mizo in za nekim dolgočasnim, ne vem, delom, če mu ne daš odgovornosti, če mu ne daš priložnosti, če mu ne daš projektov, a ne, nekih nalog, tam se brusiš, a ne. V resničnem življenju se brusiš, tudi v gospodarstvu in v podjetju. Tu pa se pol spet vsi bojijo, ja, pa ne bo dobro, pa kaj pa, če bo šlo kaj narobe. Saj zato imaš pa mentorja, a ne, ki v bistvu ti lahko prepreči in ne daš mu seveda najpomembnejšega projekta, ampak mu daš nekaj, kar tudi, če bo šlo narobe, okej, ne bo katastrofe, ampak se bomo vsi nekaj naučili. Pa smo spet pri zaupanju, ne. Mislim, tako kot, ne vem, nam mame niso zaupale, ko smo bile stare, ne vem, 10 let delati ne vem kaj, a ne.
pa se nismo naučile, če nam niso zaupali. Tako je z temi potenciali in smo spet. V Sloveniji si radi domišljamo, ali pa si ne domišljamo, pa smo res posebni. Nekaj, kar nas dela posebno, je seveda naš izjemen jezik. Kaj je še tisto, kar nas dela posebne? Ali pa samo navadne, pa vendarle z nekim izjemnim potencialom? Kaj jaz vidim, ne vem, če je to zdaj dobro ali slabo, ampak neke vzporednice vlečem, tako dosti smo tudi individualisti, pa ne v slabem smislu, zelo mogoče tudi, ne vem, zaradi pokrajine, te zaprtosti, da smo tako bolj introvertiran narod. Tudi že te občine, pa vse to, pa ne vem, manjši kaj kraj, večji so konflikti med unimi, ki na eni strani vasi ali pa na drugi živijo. Ta res nek individualizem, ki se seveda pol pri športih pokaže kot nekaj res izjemnega, ne, kaj naši individualni športniki naredijo, kakšne preboje. Se pravi, tako se znamo stvari lotiti v globino. Zdaj se mi zdi, da nam manjka samo res nekdo, ki bi te vse hude talente, potenciale povezal, in zdaj pa rabiš voditelja, ki nas bo inspiriral in nam pokazal vizijo, da bojo tudi te individualci znali skupaj. No, vidiš, in tukaj jaz že imam upanje, odbojka, košarka so nam dokazali, da znamo tudi kolektivno. Za konec vprašanje, ki si ga dobila, Ksenija, kaj rada bereš? Kakšno super priporočilo lahko daš za osebni razvoj, če govorimo o knjigah? Zdaj bo mogoče kdo razočaran, jaz zdaj že kar nekaj časa ne berem nič strokovnega, po moje že od lanskega poletja, tako da sem se spet vrnila nazaj v leposlovje, v zgodbe. Ne kar neki, zelo izbrane, zelo v bistvu moja Iva, ki dela v založbi, mi daje res dobra priporočila, nekdo, ki ve, kaj je dobra knjiga, me pozna in mene zdaj v bistvu te zgodbe navdihujejo, kar pa ne pomeni, da nisem v stiku s tem, kar se v moji stroki dogaja, tako da tukaj je pa bolj internet, kratki članki, YouTube, kakšne take zadeve na hitro preposlušam, verjetno tudi zato, ker imam nekaj kilometrine, pa ne rabim, ne vem, brati zdaj debelih knjig o tem, mogoče tudi bom še, ampak ja, iščem v drugih nekih. Začela sem se učiti klavir in mi res podpira spet neke nove dimenzije mojih možganov in mojega delovanja in neke nove povezave in ja, leposlovje je nekaj. Zdaj trenutno. Rekla sem, da bo to zadnje vprašanje, pa ne bo, zdaj pa bo zares. In sicer Sonja, tvoja soavtorica, naša draga prijateljica, je tudi poslušala ta pogovor in pravi, kaj meniš, da so tisti potenciali, ki jih je potrebno v tem trenutku razvijati, da ne bomo šli nazaj v posel kot običajno, ampak bomo znali udejaniti Slovenijo 2050 in dajmo vendar govoriti o tej viziji, ker takrat smo rekli, da bomo narod srečnih ljudi. Malo sem že vmes omenila, ja, mislim, da je ta potencial, da res širše razmišljamo, se pravi, da imamo res to veliko sliko, ta big picture pred sabo in da nismo mi tukaj zdaj nekaj ničkenega, pa ne vem, posebnega. Se pravi to, širša slika, pa sodelovanja in povezovanja je nekaj, to je pač veščina, ki se mi zdi, da nam lahko prinese neke nove vrednosti, nove vsebine. Tako da jaz bi si res želela, da bi vsi tisti, ki dobro mislijo, ki pozitivno mislijo, ki ustvarjajo, da se še več povezujejo. Veliko več je tega zdaj v tej krizi, saj jaz sem zaznala. In to je nekaj, kar je pa meni daje kljub strahovom kar nekaj optimizma, da je več povezovanja zelo različnih akterjev. Ksenija, iskrena hvala za ta pogovor. Če že nisem mogla sedeti ob morju in piti kave, mi je bil res užitek
jo takole digitalno spet s teboj, se pa veselim tudi tiste v živo. Hvala lepa in to, da igraš klavir, pridem poslušati, takoj, ko boš imela prvi koncert, morda samo zame. Za vse vas pa hvala, ker ste bili z nami. Pojdimo malo odmik, pojdimo malce sami vase in najdimo tisto, kjer imamo talent, in 10.000 ur do mojstrstva je nekaj, kar je opozorila tudi Sonja. Sonja, tebi pa tudi pozdrav, ker vem, da si z nami. Torej, hvala tudi vsem našim patron članom, tudi jutri pa bo z vami Vida, ki bo govorila s tremi o turizmu, in sicer Simono Mele, z Marjanom Beltranjem in Milošem Vojadinovičem. Njihov pogled direktno iz njihovih pisarn, in to je tudi sektor, o katerem bo potrebno razmišljati, torej turizem. Hvala vsem in pazite nase.